Drage gledalke in gledalci, lepo pozdravljeni v novi kroniki tedna. Prvi mednarodni kuharski festival je ta konec tedna našel svoje mesto v Zgornjesavski dolini. Na odprtju festivala je bila Nina Valant. Nahajamo se na otvoritvi prvega kulinaričnega festivala v Kranjski Gori, kjer se danes predstavlja 10 ponudnikov gostinskih oziroma turističnih, kot se sami imenujejo, kamenčki. Ja, moje mišljenje je, Kranjska Gora je majhna, se pravi, fajn je, da vsi gostinci in vsi podjetniki, mali obrtniki skupaj stojimo in Kranjsko Goro potisnemo na najvišjo raven in da bojo naši gostje in vsi ostali, ki so prisotni v Kranjski Gori, zadovoljni, tako bomo pa tudi posledično mi vsi veseli. Ena izmed prednosti je tudi ta, da je Kranjska Gora stopila skupaj, da se predstavljajo veliko število lokalnih ponudnikov kulinarike in to je sigurno dobro. Ker v končni fazi gosta zanima, kaj ponuja destinacija, ne kaj ponuja posamezno podjetje in mislim, da smo tukaj naredili korak naprej. Mislim, da ni veliko takih krajev, ki bi se med sabo vsi ponudniki povezvali. Vsi se nekako, ja, jaz hočem biti boljši od konkurence, če mene ena krava crkne, boljš, da sosedo še dve. Tako da super za Kranjsko Goro, da se tako povezujejo. Otvoritev prvega kulinaričnega festivala, črto potegnete še čist prehmal, kakšen je pa prvi vtis? Ja, jaz mislim, da prvo moramo iskreno čestitati organizatorjem, da je uspel pripeljati v bistvu na prvi mednarodni kulinarični festival v Kranjsko Goro toliko različnih kuharjev, pa ne samo toliko različnih kuharjev, tudi kuharjev iz tolikih različnih držav. Torej, mislim, da res kapo dol in to kuharsko. Jaz mislim, da bo to kar zanimiv vikend, je to neka novost v ponudbi turistične Kranjske Gore. Program, ki so ga pripravili, pester, mi bomo pa probali to izkoristiti kot promocijo. Pod strogim budnim očesom pa bo imela tekmovalce na kulinaričnem festivalu tudi Alma Rekić, sodnica v oddaji Masterchef Slovenija. Vi ste znana kar kot najbolj stroga sodnica Masterchefa. A boste danes tudi stroga, oziroma kako boste danes ocenjevali? Ne, zdaj ne. Mislim, Tomaž. Na oddaji? Ja, ne vem. Mislim. Jaz te ne poznam take. Ja, lej. Jaz mislim, da nisem stroga. A televizija varama? Ne, samo po moje, da Slovenci ne znamo kakšne kritike sprejeti. Kaj pa vi danes tukaj predstavljate? Mi imamo pa golaž, divjačinski, pa sirove štrukle z brusnicami. Kakšen je odziv ljudi? Jaz mislim, kakor vidite, da je odziv še zelo dober. Malo nam vreme nagaja, ampak tudi sonček sije, mavrco smo imeli, tako da je super. Slaščičarna in kavarna Kala, predstavljam pa se z pitogozdnimi sadeži. In kakšni so odzivi obiskovalcev? Odlični, glede na to, da imamo mavrico, sonce, dežj, tako da so vsi več kot polni navdušenja, otvoritve. V bistvu je to njihova večerja, tako da vsi radi nekaj probajo. Mi smo se predstavili tukaj s tatarskim biftkom, pa telečjim jetrcem s polento. Kakšen je odziv ljudi? Ja, zaenkrat krasen. A si ti že kaj probala danes tukaj? Ja. Tam sem eno stvar, pa tukaj sem veliko rogljičev pojedla. In je bilo dobro? Ja. A si ti tukaj pomagala pripraviti, a si kaj pekla doma? Ja. Kaj pa? Rogljičke. Do danes nisem vedela, sem občanka Jesenic, ampak nisem vedela, da pri nas izdelujemo zelo dobre sire. In sem zvedela na prvem štartu, da imamo zelo dobre sire, sem pa zelo tako pozitivno presenečena. Pozitivno presenečeni so bili vsi obiskovalci otvoritve prvega mednarodnega kulinaričnega festivala v Kranjski Gori. Ja, nas, če smo na kulinaričnem festivalu, grem pa tudi jaz kaj poskusiti. Ocvrte kravice pa ratiško mešto. Razložiti še za tiste, ki ne vejo, kaj je to? Kravice so ocvrte kravice, to so zrezane. To veva? Ratiško mešto je pa v bistvu žganci s krompirjem pa ocvirki. Koruzni. Kako so obiskovalci zadovoljni? So že probali? Ja, nekaj so že probali, ker se jim fajn zdi. Malo nekaj za spremembo. Kaj pa meni predlagate, da probam? Vsakega pomečka. Okej, pa bom. Raj vsakega čisto pa malo. To so pa? To je pa mešta ratiška. Aha. Ocvirke imam jaz ful rada, tako da to je zakon. Res? Greva naprej.
Se predstavljamo v bistvu neko tradicionalno jedjo tukaj krapi, ker moramo v bistvu zelo veliko razlagati, kaj sploh krapi so. Je pa v bistvu tradicionalen nadev, se pravi koruzni zdrob, polenta, skuhana, špres, to se pravi, domači poznajo to špres, to je skuta, bolj suha, svež pehtran, prepražena čebula, sol poper, se pravi potreseno z domačimi ocvirki. Spet jem ocvirke, obožujem jih zgledam. Ker sem jih že tam. Zgoraj je mečkan trda skorica, ampak glede na to, da je pač predstavitev v šefingih, kot sem prej dejal, je to se servira takoj in teh skoric ni, ampak okusa pa ne spremeni. Odličen je in z lahkoto bi pojedla celega, sam imam še toliko drugih stvari za probati, da danes polovička. No, zdaj po dveh odličnih jedeh grem pa nekam probati enega kratkega, da se to malo poleže, da lahko pa še naprej jem. Živjo! Kaj pa vidva ponujate? Jaz imam tole hruškovo žganje, pletenice, jaz imam pa klele domačo zasko, zaseko, pa klobase ali pa govejo salamo, pa orehovc, borovničevc, pol pa še brinovc. Na zdravje. Zdaj rabim jabolčen sok, a ne? A kako smo rekli? Izvolite, ja, da mehen vmes. A to je domač? Ja, normalno. Jaz sem zdaj res probala že skoraj čisto vse, oziroma mislim, da vse slane jedi, ampak vedno se pa prileže tudi sladica in pa je kekac naredil nekaj okusnega. Čokolada oziroma pita z vaniljevo kremo, pa je tudi tukaj mečkan alkohola noter. Jaz ne vem, danes me hočejo napiti zgleda, ampak ne bojim se. Ne, se je še eno tortico. Odlično, uživajte in dober tek vam želim. V osnovni šoli Josipa Vandota Kranjska Gora že vrsto let sodelujejo s prijatelji iz Italije in Avstrije ter tako bogatijo tuj besedni zaklad šolarjev. S tovrstnim sodelovanjem pa se seveda spletejo tudi prijateljske vezi. Otroci in učitelji se redno družijo, zadnje srečanje je bilo prav v Kranjski Gori. Razdelili so se v 5 skupin in ustvarjali na delavnicah ter iskali zaklad. Za konec pa so šli še peš v Jasno. Motoristi, člani IPA kluba so se tudi letos zbrali na Dovjem in za srečno vožnjo blagoslovili svoje jeklene konjičke. Tukaj smo se zbrali že na 12. srečanju IPA Motokluba Slovenije. Skupina Gorenjska organizira to srečanje. Namen tega srečanja je, da se družimo policisti in ostali motoristi in motoristke iz cele Slovenije. Danes se nas je zbralo preko 80 motorjev, cirka 150 motoristov in motoristk. Za blagoslov motorjev je poskrbel gospod župnik iz Dovja, Juhant Janez, kateri bo opravil obred in žegnanje motorjev. Po končanem žegnanju motorjev sledi panoramska vožnja do Planice in nazaj, kjer bo druženje in srečanje še naprej in potem povratek domov. Gospod Bog, zatekamo se k tebi in te prosimo, blagoslovi nas in ta vozila. Da nam brez škode služijo na potovanju, pri delu in razvedrilu. Pomagaj nam, da z vožnjo ne bomo postavili v nevarnost sebe in drugih. Da bomo obzirni do vseh, da bomo vedno pripravljeni ljudem pomagati in bomo tako tvoje priče vedno in posod po Kristusu, našem Gospodu. Molimo, dobri Bog, bodi z nami na cestah tega življenja. Obvaruj nas in vse udeležence v prometu pred nevarnostmi in nesrečami. Varuj nas pred nepazljivostjo,
lahkomiselnostjo in hitenjem. Na priprošnjo svetega Krištofa nas spremljaj, da se z vseh poti vedno varno vrnemo domov. Ko pa bomo na poslednji poti, nam daj doseči končni cilj pri tebi. Po Kristusu, našem Gospodu. Amen. Stojiš na razpotju, ne veš, kam bi šel, pred tabo sta le dve poti. Široka in ozka, odloži se sam, katero izbral si boš ti. Vabi tja široka te cesta, množice hitijo po njej. Srečo si v užitkih lovijo, le za svoje udobje skrbi. Stojiš na razpotju, ne veš, kam bi šel, pred tabo sta le dve poti. Široka in ozka, odloči se sam, katero izbral si boš ti. Ne le kulinarični, Kranjska Gora ta konec tedna gosti tudi veliki športni dogodek. V kolesarskem parku so moči merili najboljši gorski kolesarji. Ja, letos je do zdaj bil rekord 27 ali 28 držav in to je prva tekma v tem pokalu. 400 je tekmovalcev, nekaj čez 400 je tekmovalcev, ki so na štartu in so dejansko prešli določene države, ki običajno ne hodijo, v Nemčijo, Švico, Italijo, ker so še druge dirke te lige. Nekaj je jih iz Bosne, ki ponavadi se udeležijo, Ukrajina, Kazahstan, to so te dežele eksotične, ki se ponavadi udeležujejo. Zdaj padel ta rekord. Mi se pripravljamo na to tekmo pravzaprav že od lanskega novembra, takrat smo nekako uspeli zagotoviti, letos jo organiziramo prvič sami. Lansko leto je bilo nekako odpadla tekma z Maribora v sodelovanju z Mariborčani, letos pa smo naredili sami in samo s svojim znanjem in s kranjskogorskimi izkušnjami. Tako da je po dolgih pripravah sta prva 2 dneva minila popolnoma po vseh pričakovanjih ali pa nad pričakovanji, brez problemov, brez težav in zadovoljstvo vseh organizatorjev in tekmovalcev. Zakaj pa misliš, da je prišlo več tekmovalcev, a jim je tudi proga zanimiva oziroma te, ki si rekel, iz eksotičnih držav? Ima Kranjska Gora drugačno progo od drugih oziroma v kakšni stvari ekstremno? Ne bi rekel, ni še toliko poznana ta DH Vitrans proga, je sicer že imela nekaj tekem, najvišji nivo je bil 2009 evropski pokal, ampak mastersov, se pravi teh starejših tekmovalcev, ki so že mogoče iz te, bom rekel, najbolj tekmovalne življenjske faze. Ne bi rekel, da je toliko poznana proga, ampak lanska tekma nam je dala sigurno neko prepoznavnost, to je en razlog. Te republike, ki so, bom rekel, eksotične, pa niso eksotične, ampak pač nove za nas, mogoče ta slovanska naveza, da jim je mogoče lažje organizirati, logistično je mogoče lažje, tudi je verjetno za njih realno cenejš prijeti v Kranjsko Goro, kot v neko Nemčijo, namestitev, večina stvari je še vedno cenejših tukaj. Pa prva tekma v sezoni. Na prvi tekmi še noben ni poškodovan, noben še ni polomil ne sebe ne kolesa in zato v bistvu komaj čakajo, da začnejo sezono in srečno imamo mi prvo tekmo v sezoni. Ker so lih pri poškodbah, a jih je bilo veliko? Standardne, prvi dan nobenega dela za reševalce, kar je bilo mogoče malo presenečenje. Zdaj pa recimo, da se je rešilc parkrat odpeljal do Jesenic pa nazaj, gre pa ponavadi za lažje poškodbe v smislu, da nimajo trajnih posledic ključnice, zapestja, rame, to so najbolj pogoste kolesarske poškodbe. Pa odrgnine, ampak tiste se ne tretirajo pri reševalcih. Je pa res, da je obvezno za štart na tekmi, moraš imeti zaščito za kolena, komolce, čelado, full face, pa tole zaščito za telo, želvo, body armor, ne vem, kot temu rečejo. Povej mi sam še, koliko ljudi dela na progi, koliko ljudi je vpetih v to tekmovanje, da pač je polka črto potegnete, je vse ok? Bi rekel, da se je sigurno angažiralo vsaj 50 ljudi za to tekmo. Ne samo v progi, tudi po pisarnah na LTO-ju, v Hitalpineji, na Žičancah. Moram reči, da brez tega volonterskega duha pristopa ne bi šlo. Prostovoljci so nam ogromno pomagali. Ta tekma je finančno kar težek za Lugaj. V bistvu se bori za to, da pač izideš iz te tekme brez nekih finančnih izgub.
In to se da, ampak brez prostovoljcev to recimo se ne bi uspeli izvesti. In bi rekel, vsaj 50 ljudi od novembra do danes je bilo za to tekmo angažiranih, v zadnjih 3 dneh jih je pa 30, ki so pa konstantno nam na razpolago in se trudijo po najboljših močeh. In absolutno v tem trenutku se moram zahvaliti, ker brez njih te tekme ne bi bilo in najlepša hvala v mojem imenu, v imenu Bike Parka, v imenu Žičanc. In res upam, da tudi naslednje leto lahko računamo na njihovo pomoč. Za isti termin, za prvo tekmo v sezoni smo zaprosili. Organizator je dal zelo pozitivne signale za to in mislim, da čakajo samo še na to, ali bo ta izvedba letos prvič v samostojni organizaciji dobra ali ne. In glede na to, da je dobra, nam bojo to tekmo skoraj sigurno potrdili za drugo leto. Drage gledalke in gledalci, v drugem delu Kronike tedna poglejmo še koledar prireditev. 13. redna seja občinskega sveta občine Bohinj bo v četrtek ob 17. uri v sejni sobi občine Bohinj. Prenašali jo bomo tudi na naši televiziji. V torek ob 17. bodo v Kulturnem domu Julke in Albina Pibernika na Slovenskem Javorniku odprli razstavo z naslovom Jaz. Predstavili se bodo otroci iz skupine Ježek. Javno vodstvo po kiparski razstavi Dragutina Bartoliča bo jutri ob 11. v Kosovi graščini na Jesenicah. Gledališka predstava Butalci bo v Kranjskogorskem ljudskem domu na ogled v petek ob 20. Predstavili se bodo profesorji gimnazije Jesenice. V soboto ob 20. pa bo prav tako v ljudskem domu v Kranjski Gori na ogled gledališka predstava Zaspite, če vam rečem. Slovenski pokal v spustu z gorskimi kolesi bo konec tedna potekal v kolesarskem parku v Kranjski Gori. Lokalna akcijska skupina za preprečevanje odvisnosti občine Kranjska Gora tudi letos organizira vodeno preživljanje počitnic mladih. Projekt se izvaja z namenom, da bi za otroke in mladostnike v času poletnih počitnic pripravili čim več različnih in zanimivih dejavnosti. Programe lahko posredujete na obrazcu, ki ga dobite na spletni strani občine. Predloge pričakujejo do 19. maja letos. O višini dodeljenih sredstev boste obveščeni najpozneje do 15. junija letos. Planinsko društvo Jesenice obvešča, da je koča pri izviru Soče v Trenti stalno odprta. Planinsko društvo Javornik Koroška Bela pa sporoča, da je kovinarska koča v Krmi tudi že odprta in neprekinjeno oskrbovana. Drage gledalke in gledalci, pa smo pri koncu še ene Kronike tedna. Želim vam prijetne dni, ki so pred nami in nasvidenje do prihodnjič.